Spoštovani gledalci in gledalke, ki spremljate televizijski prenos. Slovenski laboratoriji vse intenzivneje upravljajo laboratorijske analize in testiranja ljudi z znaki nalezljive bolezni ter ljudi, ki so bili v potencialnem stiku z obolelimi. Včeraj so tako upravili izjemno visoko število testiranj, kar 1607. Ugotovili so 24 novih primerov z okužbo. Potem, ko smo včeraj že predstavili zaskrbljujočo epidemiološko sliko na Zahodnem Balkanu, je po današnji res dramatični noči v Beogradu še bolj pomembno, da v naši državi nalezljivo bolezen COVID-19 učinkovito obvladujemo, širjenju sledimo in bolezen preprečujemo. Slovenske bolnišnice so na trenutni val virusa pripravljene, vse pristojne inštitucije ter mi sami pa si moramo prizadevati, da bolnišnic ne zapolnimo. V našo družbo so danes povabili našo redno gostjo, docentko dr. Matejo Logar z Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki je v tem trenutku prva bolnišnica za COVID-19. Dr. Logar, prosim vas za vašo predstavitev, vašega dela, vašega videnja in tudi za morebitna priporočila. V nadaljevanju bomo imeli gosta iz Ministrstva za notranje zadeve oziroma policije, potem bomo vsi skupaj odgovorili še na morebitna vprašanja, ki jih boste zastavili. Prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz bi se najprej pravzaprav zahvalila vsem Slovenkam in Slovencem za vse, kar so naredili do zdaj. Se pravi, v tistem prvem valu, ko so upoštevali vsa priporočila infektologov, epidemiologov in drugih, ki smo svetovali, da upoštevajo razdaljo, da uporabljajo maske, da si roke razkužujejo, da upoštevajo higieno kašlja. Mi smo na vse to res ponosni, da je bil tako dober odziv, ker na ta način smo uspeli kar hitro in zelo dobro zamejiti ta prvi val, ki je v našem okolju potekal bistveno blažje kot v bližnji Italiji. Nažalost smo pa vsi nekako pozabili na vse te pravzaprav zelo enostavne ukrepe, ki jih res lahko vsak izvaja. Vsi vemo, da je širjenje okužbe odvisno od vsakega posameznika in skupaj smo močni toliko, kot je močen najšibkejši člen. Se pravi, tisti, ki popusti, je pravzaprav dejavnik tveganja, ki omogoča potem zelo hitro širjenje okužbe. Vsa namigovanja o tem, da virus slabi, so pravzaprav na zelo trhlih temeljih. Vemo, da je virus prisoten v populaciji, trdnih znanstvenih dokazov za to, da bi se virulenca virusa, se pravi, kako je virus sposoben okužiti posameznika in se širiti, pa pravzaprav ne kažejo na to, da bi se lastnosti virusa od zime oziroma spomladi do sedaj spremenile. Tako da še vedno, kljub temu, da je bil razglašen uraden konec epidemije, to ne pomeni, da smo se lahko sprostili, da virusa ni več med nami in da ni potrebno upoštevati teh ukrepov. Bolnišnice v Sloveniji, kot veste, sedaj poskušajo spraviti na zeleno vejo te čakalne vrste, ki so se nabrale seveda v času, ko ni bilo možno povsem redno delo zaradi velikega števila bolnikov, ki so imeli okužbo s covidom in so potrebovali zdravljenje v bolnišnici, tako da zdaj so vsi naši napori usmerjeni v to, da tokrat ne bi bilo potrebno ukinjati rednega programa slovenskih bolnišnic, ampak da bi lahko posamezni oddelki prilagodili svoj program in sprejemali bolnike s covidom, ki seveda bolnišnično zdravljenje potrebujejo. Ne potrebuje namreč vsak bolnik, ki je okužen z novim koronavirusom, tudi sprejema v bolnišnico. Tako kot to velja za splošno populacijo, velja tudi za oskrbovance domov za starejše občane. Se pravi, nekateri prebolevajo blago obliko, ki jo lahko v bistvu obvladujejo v domovih, nekateri potrebujejo zdravljenje v primarnih oziroma teh sekundarnih bolnišnicah in tisti morda z najtežjimi oblikami okužbe bi potrebovali potem sprejem v klinični center na kliniko za infekcijske bolezni. Če bomo uspeli omejiti število novih okužb, bomo lahko zadržali nivo ravni zdravstvenega varstva za ostale bolezni na takšnem nivoju, kot ga imamo v tem trenutku. Seveda, če bomo imeli zelo veliko število ljudi, ki bodo okuženi, to pomeni, da se potem poveča pa število okuženih tudi v tistih skupinah bolnikov, ki so bolj ranljivi in pri katerih poteka okužba težje in zaradi tega potrebujejo sprejem v bolnišnico.
Ne gre samo za to, koliko imamo prostih postelj, koliko imamo ventilatorjev. Tukaj gre predvsem za človeški faktor. Zavedati se moramo, da že v normalnih pogojih slovenske bolnišnice, vsaj kar se tiče negovalnega kadra, funkcionirajo zelo na meji. Se pravi, če se zdaj poveča obseg dela na enem oddelku, je potrebno tam večje število zaposlenih, kar pomeni, da moramo te zaposlene od nekod dobiti. In to ne gre za to, da bi lahko ljudi kar sneli iz ceste in jih postavili delati, ampak morajo ljudje obvladati situacijo, ker sicer predstavljajo tveganje tako zase kot za ostale zaposlene. Trenutno stanje na infekcijski kliniki je na meji tega, da še uspemo obvladovati svojimi, bomo rekli, prostorskimi in kadrovskimi sposobnostmi. V naslednjih dneh, če se bo stanje poslabševalo, bomo seveda potrebovali pomoč ostalih zaposlenih iz kliničnega centra. Če se bo stanje še dodatno slabšalo, bo treba potem ukinjati redne programe na ostalih oddelkih, česar pa, kot poudarjam, si nihče od nas nikakor ne želi. Tako da resnično apeliram na vse, da se držimo tega, kar lahko vsak od nas naredi, brez velikega odrekanja. Tukaj ne gre za veliko spremembo našega življenjskega stila. Vzdrževanje te distance 1,5 do 2 metra, kadar smo z nekom, ki ga ne poznamo, ni tako zelo problematično. Umivanje in razkuževanje rok je nekaj takšnega, kar bi nam moralo že zdavnaj pravzaprav priti v kri, in to pravzaprav otroci v vrtcu bistveno boljše obvladajo, kot obvladamo potem odrasli, ki na to kar nekako pozabimo. Higiena kašlja sodi v osnovni bonton, se pravi, vemo, kako je treba kašljati, vemo, da ne smemo kašljati, brez da bi si zaščitili naša usta in nos, ker na ta način, če se ne zaščitimo, omogočamo, da te delci, kapljice ali aerosoli letijo bistveno dalj, kot če zaščitimo naša usta med kašljanjem. Seveda, če smo bolni, ne hodimo po obiskih, ne hodimo v javne ustanove, ne hodimo na fitness. Izjema je seveda, če moramo iti k zdravniku, ampak o tem zdravnika definitivno naprej opozorimo. Vsaka večja zbiranja, predvsem kadar je tudi v zunanjih prostorih, predvsem pa v notranjih prostorih, večje število ljudi, pa predstavljajo dodatno tveganje, da pride do širjenja virusa. Vemo, da obstajajo tako imenovani super spreaderji, se pravi ljudje, ki okužijo veliko število drugih. Pri teh gre za to, da zelo učinkovito iz svojih dihal izločajo ne samo kapljice, ampak izločajo tudi aerosole. In te aerosoli ostanejo pravzaprav lahko v zraku potem kar nekaj časa in omogočajo širjenje na bistveno večje razdalje, ne samo na ta 1-2 metra, ampak tudi na razdalje, ki dosegajo tam do 5 oziroma 8 ali celo 10 metrov. Tako da nikoli ne vemo, kdo od nas se je okužil. Na to ne moramo vplivati. Lahko pa vplivamo na to, da okužbe ne širimo naprej. In to lahko počnemo s tem, kar sem že povedala, se pravi, vzdržujemo razdaljo, uporabljamo maske, predvsem kadar ne moremo vzdrževati te minimalne razdalje, ali smo dalj časa v zaprtih prostorih, tudi če gre tukaj, bomo rekli, za neka večja družinska srečanja. Iz izkušenj namreč vemo, da je veliko okužb tako v prvem valu, kot zdaj v tem drugem valu, pravzaprav posledica tega širjenja. To tudi pomeni, da velika družinska srečanja na odprtih prostorih, kjer so povezana, bomo rekli, s tesnimi telesnimi stiki, kot je se pravi objemanje, poljubljanje, kar so lahko družinske zabave, ker nekomu prideš in mu želiš vse najboljše za rojstni dan, pa ga še objameš in poljubiš, lahko predstavljajo precejšnje tveganje. Tako da res tukaj letošnje poletje bo drugačno, se pravi, tega se moramo zavedati in moramo se zavedati tudi, da te ukrepi, ki jih lahko vsak od nas izvaja sam, so bistveno bolj prijazni in vsekakor zelo učinkoviti, kot če bomo prisiljeni, da bomo uvedli spet ostre ukrepe, se pravi omejevanje izhodov iz stanovanj, omejevanje še drugačnega načina življenja, kot smo ga do sedaj navajeni. Tako da za učinkovito funkcioniranje družbe, tudi za učinkovito delovanje gospodarstva, lahko največ naredimo sami na ta način, da se zavedamo, kakšna je možnost, da širimo okužbo, in seveda, če bomo šli na dopust v področje, kjer je večja pojavnost okužb, kot je v Sloveniji, ko pridemo nazaj, potencialno predstavljamo izvor okužbe. Se pravi, nismo prizadeti samo mi, ampak so prizadeti lahko vsi, ki so z nami v stiku. Trenutno je sicer res to, da zbolevajo mlajši, ampak te mlajši živijo večinoma pri svojih starših.
Vemo, da slovenski način življenja je takšen, da večina mladih do 30. leta živi v skupnem gospodinjstvu s svojimi starši. Ti starši so pa že skupina, ki pa ni več popolnoma zdrava in pri kateri ni več nujno, da bo potek tako blag, kot je pri tem, ki je recimo okužbo v domače okolje prinesel. Še slabše je seveda, če živijo s svojimi starimi starši, pri katerih je pa potek lahko potem zelo hud. Tako da v resnici je tukaj treba pomisliti, ali sem pomemben samo jaz, ali je pomemben tudi tisti, ki ga imam rad in s katerim živim in s katerim se družim. Tako da tukaj je res naš osebni odnos, naša osebna odgovornost na tem, kako bomo se vedli, kaj bomo počeli, kaj nam v življenju res veliko pomeni in kako bo to vplivalo na vse v naši okolici in seveda tudi v zdravstvu, kjer so seveda tako postelje kot osebje omejeni. Hvala lepa. Dr. Logarjeva, najlepša hvala za vaš uvodni del. Zdaj pa dovolite, da vas najprej seznanim z dejstvom, da je včeraj prišlo do srečanja med vrhom našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Hrvaškega inštituta za javno zdravje tukaj na ozemlju Republike Slovenije. Na tem srečanju so bili dr. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta, dr. Mario Fafangel, vodja Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Krunoslav Capak, direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje in Željko Petrovič, pomočnik direktorja. Kot veste, NIJZ redno izmenjujeta te podatke, imamo pa seveda tudi fizična neposredna srečanja. Dogovorjeno je, da se to dogaja vsakih 14 dni na otočcu tukaj v Sloveniji in s tem bomo nadaljevali. Z rezultati tega dialoga se je danes med drugim seznanila tudi Vlada Republike Slovenije. No, zdaj pa naprej s tem našim programom. Po ureditvi in uvedbi efektivnega izdajanja in tudi vročanja karantenskih odločb že na zunanjih mejah Republike Slovenije je bilo posledično sinoči vendarle potrebno sprejeti še nekaj sprememb pri izvajanju izdajanja in vročanja odločb na mejnih prehodih. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih in zunanji meji in seveda na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vročanje odločb o karanteni na mejnih prehodih s Hrvaško, kot veste Gruškovje, Metlika, Jelšane, ter z Madžarsko Pince in na letališču Brnik, bo odslej potekalo le med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Vročanje 24 ur na dan pa ostaja na mejnem prehodu Obrežje, oziroma Obrežje je dežurni mejni prehod za take prehode, za tiste, ki ne morejo počakati do 6. ure zjutraj. Potrebno je poudariti, da vsi mejni prehodi še naprej delujejo tako, kot so delovali doslej. Gre le za spremembo pri vročanju karantenskih odločb, vse drugo velja tako kot doslej. Vlada je spremembo odloka tudi dodatno specificirala dokazila za vstop v Slovenijo brez karantene, torej dokazilo, da so naši državljani res bili na ozemlju Republike Hrvaške, ne pa kje drugje. Je pa Vlada Republike Slovenije na današnji seji sprejela tudi odlok o spremembah odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepoved zbiranja ljudi v Sloveniji, ki začasno prepoveduje zbiranje za več kot 10 ljudi. O tem sem nekaj govoril že včeraj. Vlada se je danes odločila, da to tudi uveljavi. Z dodatnimi pojasnili o spremembah je z nami Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije, ki vam bo najbolj praktično povedal, kaj bo pravzaprav policija uveljavljala in kako bo to uveljavljala na mejnih prehodih. Skratka, sledi praktična implementacija in namestnik direktorja, gospod Pečjak, prosim še za vašo predstavitev. Potem pa, kot rečeno, bomo vsi skupaj odgovarjali na vaše. Lepo pozdravljeni, najprej seveda pozdrav v imenu slovenske policije. Slovenska policija je seveda ena od tistih organizacij, ki izvaja naloge tudi seveda na področju, da poskuša zajeziti širjenje nalezljivih bolezni in ena izmed teh stvari seveda je tudi
spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni na mejnih prehodih z Republiko Slovenijo, na zunanji šengenski meji in seveda na kontrolnih točkah na notranji meji z Republiko Slovenijo. Kot je bilo že prejle omenjeno, je za spremembo odloka, ki je pričela veljati od danes od nič zjutraj, se je seveda spremenilo le to, da je vročanje odločb o karanteni na mejnih prehodih Jelšane, Metlika in Gruškovje ter na kontrolni točki na delu proti Republiki Madžarski, se pravi Pince na avtocesti, je sedaj prej je bilo 24 ur na dan, je sedaj spremenjeno, da so pooblaščeni uslužbenci Ministrstva za zdravje tam prisotni za izdajo in vročanje teh odločb v karanteni med 6. in 22. uro zvečer. V nadaljevanju, se pravi, medtem ko pa mejni prehod Obrežje, pa so ti uslužbenci prisotni še vedno, tako kot so bili do sedaj, 24 ur dnevno. Kaj to konkretno pomeni? Konkretno pomeni, da oseba, ki prihaja iz območja Republike Hrvaške in seveda na podlagi odloka izpolnjuje pogoje za izdajo odločbe karanteni, policist najprej opravi mejno kontrolo, tako kot je opravljal že pol leta nazaj ali pa 1 leto nazaj. Po opravljeni mejni kontroli, ko ugotovi, da ta oseba izpolnjuje pogoje za izdajo karantene, to osebo seveda napoti do tega uslužbenca Ministrstva za zdravje, ki pripravi odločbo in mu tudi seveda izda odločbo v karanteni. V primeru sedaj, da bo prišel iz območja Republike Hrvaške v času med 6. uro zjutraj in 22. na tem omenjene mejne prehode, bo seveda dobil na teh omenjenih mejnih prehodih tudi odločbo o karanteni. Vkolikor pa pride recimo na kakšen drug mejni prehod, malo mejni prehod, kot je recimo Slovenska vas, kjer seveda določeni državljani določenih držav lahko vstopajo v Republiko Slovenijo, ali če pride na mejni prehod, kjer trenutno zdravstvenega tega pooblaščenca Ministrstva za zdravje ne bo za izdajo odločbe v karanteni in seveda, kar je zelo pomembno, izpolnjuje pogoje, da mu mora biti karantena vročena, v tem primeru bo seveda preusmerjen ali na mejni prehod Obrežje, ker je 24 ur na dan deluje ta pooblaščeni delavec Ministrstva za zdravje in bo izdal odločbo o karanteni, ali pa bo zaprošen, da seveda počaka, da mu bo ta odločba izdana.